In kaj bodo glede varnosti v Sloveniji prinesli odločilni dnevi za sprejem Šutarjevega zakona? Ali bo oblast omehčala katerega od represivnih ukrepov ali vztrajala pri začrtanem? Pred začetkom parlamentarne obravnave po nujnem postopku se je predsednik vlade Robert Golob sestal z župani jugovzhodne Slovenije. Anže, kakšni so zadnji podatki? Ali se Šutarjev zakon spreminja in ali je zaradi tega v levosredinski koaliciji na vidiku politični zaplet? Ja, člani koalicije in vlade so danes v parlamentu staknili glave in kar 3 ure pretresali Šutarjev zakon. Odprtih je bilo vseh 33 členov različnih zakonov, ki se spreminjajo. No, že zdaj pa je jasno, da bo zaradi opozoril in pomislekov številnih pravnikov potrebno več popravkov oziroma dopolnil. Toda po naših informacijah se ključni deli pri najbolj kontroverznih delih, torej glede širjenja policijskih pooblastil in pri zaostrovanju socialne zakonodaje, za zdaj še ne spreminja nič bistvenega. Prvi komentar in vtis je, da gre za dober premik na področju varnostne problematike in si predvsem želimo, da ta zakon ne bo okrnjen v parlamentarni proceduri.